Lep pozdrav v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje, spoštovane gledalke in gledalci. Pod naslovom Strune milo se glasite je v nedeljo zvečer v Ipavčevem kulturnem centru v Šentjurju potekala tamkajšnja osrednja občinska prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. Pred nabito polno dvorano Ipavčevega kulturnega centra v Šentjurju se je v nedeljo 5. februarja ob 19. uri pod naslovom Strune milo se glasite odvijala letošnja osrednja občinska prireditev v počastitev slovenskega kulturnega praznika, ki sta jo pričela s himno vokalni solist Matevž Ocvirk ter z recitacijo Prešernove Strunam povezovalec Vid Palčnik. Slavnostni govor pa je podala ministrica za kulturo Republike Slovenije dr. Asta Vrečko, sicer po rodu Šentjurčanka. V svojem nagovoru je še posebej poudarila pomen dobrih prostorov, kamor zanesljivo sodi odlično obnovljeni Ipavčev kulturni center, kot osnovni pogoj za odvijanje najrazličnejših kulturnih tvornosti v nekem kraju. O pomenu kulturnega praznika v današnji stvarnosti pa je z nami delila nekaj misli. Kulturni praznik je res pomemben dan. Pomembno je to, da imamo državni praznik, da je to dela prost dan, da se lahko ta dan posvetimo kulturi, obiščemo različne prireditve, zahvalimo vsem ustvarjalkam in ustvarjalcem, ki pravzaprav bogatijo naša življenja. Po drugi strani seveda je kultura en tist družbeni most, ki tudi nas uči spoštovanja drug drugega. Preko nje tudi lahko preprečujemo kulturne raznolikosti, lahko naučimo se izražati v svojem jeziku, učimo pa se tudi slišati in poslušati drug drugega. Tako da kulturni praznik naj bo tisti dan, ko še posebej to cenimo, ko še zlasti pravzaprav sprevidimo vso to delo, ki je pravzaprav vedno stvar dolgoletnih treningov, dolgoletne vadbe in pa sodelovanja najrazličnejših akterjev, da pride na koncu ven neka lepa kulturna prireditev, izdelek, knjiga, pesem, glasba. Tako da je res pomembno, da imamo ta dan, ampak hkrati pa moramo se vsak dan spomniti tudi na kulturo, kajti kultura je tista, ki se dotakne tako ali drugače nas, ali hočemo ali nočemo, prav vsak dan. Osrednji dogodek na prireditvi pa je bila podelitev letošnjih priznanj Sveta območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v Šentjurju posameznim kulturnim ustvarjalcem in skupinam v občini, ki so v preteklem letu dosegli vidnejše rezultate na državnem nivoju. Tako so priznanje prijeli godci mladinske folklorne skupine Lindvar iz Šentjurja za doseženo državno raven na reviji Poustvarjalcev glasbenega izročila. Nadalje ljudski pevci Paridolske korenine iz Paridola in njihov godec Viki Novak za doseženo državno raven prav tako na reviji Poustvarjalcev glasbenega izročila. Ter mešani pevski zbor Zarja Šentvid pri Planini za doseženo srebrno priznanje na 27. državnem tekmovanju slovenskih zborov Naša pesem 2022 v Mariboru in njihov zborovodja Matevž Pušnik za podelitev naziva obetavnega mladega zborovodja na tem tekmovanju. Nekatere od dobitnikov priznanj smo ujeli z našo kamero, te jih povprašali, kaj jim prejeto priznanje pove in pomeni. Pomeni nam veliko za pač ohranjanje te domače ljudske glasbe in petja, neko tudi godimo zram. Saj smo že tudi večkrat prijeli za državni nivo, smo tudi bili na živo, mislim, prenos po radiju, ki smo bili izbrani za državno za to ljudsko petje. Dati neko motivacijo, da pač vidiš, da se še spoštuje to ljudsko petje, ki ga pač ohranjamo, ne. Sigurno je tako priznanje neka nagrada za naš trud, za naše delo, v bistvu v tak projekt, kot je naša pesem, je šlo kar nekaj ur, nekaj vaj. Sigurno smo veseli vsake nagrade. Predvsem nam je pa, še zmeraj nam je pa od vsega glavno druženje. Pevci smo zelo dobri prijatelji, sodelujemo med seboj, se tudi družimo izven zborovskega
zborovske dvorane, kar nam je tudi v veliko veselje. Ja, mislim, da takšno priznanje ti pove, da te v lokalnem okolju spoštujejo, da vidijo, da delaš dobro, da si na neki pravi poti, ki pelje do nekega uspeha, do nekih ciljev, in neka potrditev dobrega ustvarjanja, poustvarjanja, ki je pač bilo za nami v tem obdobju. Dirigentska palica Matevža Pušnika pa sega kar krepko čez šentjurske občinske meje. Z njo uspešno vodi tudi nekaj skupin v Celju. Kar več zborov imam tudi v Celju, imam nekaj skupin oziroma vokalnih sestavov. To delo me veseli, osrečuje, dobro se počutim pri tem in res je ena velika zahvala, ko vidiš, da pevci radi pojejo, da pevci radi s teboj muzicirajo na vajah, na odru. In mislim, da je to za zborovodjo oziroma dirigenta po mojem da neka največja nagrada, da vidi, da njegovi pevci pod njegovim vodstvom uživajo, da so pripravljeni skupno muzicirati in potem seveda, če je še dobro nagrajeno strani publike, poslušalcev, pa še toliko bolje. V kulturno-umetniškem programu letošnje osrednje občinske prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku v Šentjurju pa je občinstvo najprej navduševal kvartet Diana Štih na flavti, Jurij Hladnik na klarinetu, Bernard Belina na bas klarinetu ter Mateja Hladnik na klavirju. Z izvedbo komorne suite za flavto, klarinet, bas klarinet in klavir, imenovane Princesuita Petra Tovornika po motivih Ipavčeve opere Princesa vrtoglavka. V drugem delu pa so nastopili dobitniki letošnjega priznanja, člani mešanega pevskega zbora Zarja Šentvid pri Planini s prav tako nagrajenim dirigentom Matevžem Pušnikom. Zbor še posebej navdušuje mladostniška svežina njihovih glasov, saj ga v pretežni večini sestavljajo same mlade pevke in pevci, kar je dandanes kar prava redkost za tovrstne sestave v kulturnih društvih. Kako pa mlademu zborovodju uspe uskladitev vseh teh mladih glasov, njihovih želja in nenazadnje tudi obveznosti? Zagotovo ni samo to, da moraš v zboru uglasiti glasove. Mislim, da je potrebno tudi kaj precej truda, da ljudi nekako karakterno povežeš v eno skupno celoto, v eno skupno, če lahko rečem, osebo. Kajti mislim, da se tam najprej začne, se pravi, da je nek skupek, neka taka skupina, kot je zbor med sabo povezana, se spoštuje, si pomaga in tudi potem se to zagotovo pozna na samem poustvarjenem. Vsekakor je tu, se mi zdi, da tisti neko začetek, ki potem pripelje seveda tudi do skupnega muziciranja, skupnega poustvarjanja, da tudi sama glasba dobro zazveni oziroma se tudi v glasbi dobro povežejo. Kakšen pa je sicer kulturni trenutek v občini Šentjur, pa nam je povedala vodja javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Šentjur Anita Koleša. Ja, če bi bila zelo hitra, bi rekla, vračamo se. Vračamo se zato, ker smo pač bili zelo dolgo v nekem krču. Ne samo to, da se je dogajalo bistveno manj, kot bi se naj, ampak so tudi društva naša niso vedeli, kako naj delujejo, ali naj imajo vaje, ali naj načrtujejo prireditve. Še lansko leto v tem času smo morali na hitro preusmeriti našo osrednjo proslavo na videoizvedbo, čeprav smo seveda bili prepričani, da bomo lahko delali v živo, ampak lahko bi rekla, da je pa zdaj vedno več te dejavnosti, da se vračajo tudi mladi, sicer morda s kakšnimi drugimi dejavnostmi, ki niso tako tradicionalne, kot so bile v preteklosti, tako da jaz sem kar optimistična. Vsi nastopajoči na letošnji prireditvi v Ipavčevem kulturnem centru v Šentjurju so navdušili polnoštevilno občinstvo, ki jih je nagradilo z bogatim aplavzom. Kako pa so doživeli prireditev, pa so z nami delili svoje občutke tako ministrica za kulturo, župan občine Šentjur in vodja šentjurske izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti.
Ta predstava in proslava z vsemi sodelujočimi je pokazala tudi s podelitvijo nagrad, ne nazadnje, da je kultura v občini Šentjur resnično zelo živa in v odlični kondiciji. Danes se nahajamo v kulturnem domu Šentjur, ampak občina Šentjur je zelo velika in raznolika in ima pravzaprav več kulturnih domov v različnih krajevnih skupnostih, kjer pa prav ta društva tudi imajo svoje prostore, se jim omogoča torej, da se lahko kulturno udejstvujejo. Prostori so namreč tista osnovna stvar, ki jo vsi potrebujejo za to, da se lahko kulturno realizirajo. In prav to smo se seveda toliko bolj bridko spoznali v času epidemije, ko nam je bilo to skupno druženje v zaprtih prostorih onemogočeno, ampak na srečo lahko rečemo, da nas je to morda še bolj spodbudilo k cenjenju in naše kulture, cenjenju kulture in umetnosti v njenem udejstvovanju, kajti danes smo lahko videli, da je ta res v izvrstni kondiciji. No, vesel sem, seveda, da smo lahko po 2 letih praktično zopet organizirali kulturni praznik oziroma proslavo v živo. Obisk je bil tudi lep, tako da ljudje seveda potrebujejo tovrstne dogodke in prav je, da ta državni praznik na nek način tudi obeležimo na tak način, kot smo ga praktično tudi v vseh zadnjih obdobjih. Glede na to, da sem pravzaprav tudi ena izmed organizatork, mi je bilo jasno, kaj lahko pričakujemo. Ampak jaz mislim, da je bilo vzdušje izjemno prijetno, da je to svoje pripeljalo k eni taki res lepi prireditvi ob našem najlepšem slovenskem državnem prazniku. Svoje pa je verjetno dodala tudi navzočnost naše ministrice in pa bi rekla kar polna dvorana. Brez zapletov pri izbiri slavnostne govornice na letošnji prireditvi ministrice za kulturo Republike Slovenije dr. Aste Vrečko pa tudi v Šentjurju ni šlo, saj so ji nasprotovale nekatere politične stranke. In kako je to komentiral šentjurski župan? Pa to nijam kaj komentirati, to je smešno. Kaj ne komentiramo? To je smešno. Mi smo povabili ministrstvo pristojno za kulturo, tako smo storili že večkrat, tako da to ni nič kaj takega, kar pa se tiče ostalih aktivnosti vezanih na to zadevo, se pa naj to zmeni v Ljubljani, naj pa nas ne obremenjuje tukaj v naših okoljih s tem. Z nedeljsko osrednjo prireditvijo pa prireditev počastitev kulturnega praznika v občini Šentjur še ni konec. Pod privlačnim in izvirnim skupnim naslovom Kulturni meni Prešernovega dne bodo namreč v občini Šentjur na sam praznik 8. februarja pripravili kulturni zajtrk s Prešernom, jutranji recital Prešernove poezije ob 8:30 pred kulturnim domom v Gorici pri Slivnici, za kosilo dan odprtih vrat muzejskih zbirk v občini Šentjur ter za večerjo ob 19. uri v galeriji Zgornji trg v Šentjurju srečanje s slikarko Polono Kitak ter pevkami vokalne skupine Glasovir. No, da je kulturna tvornost v Šentjurju še kako živa, so dokazali številni odlični izvajalci tukaj na odru. In kaj je še pomembneje, nabito polna dvorana Ipavčevega kulturnega centra. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala, da ste bili z nami in pa prav lep pozdrav do prihodnjič.